Jaz. Dolgotrajni sosedski spor pripelje do viralnega obračuna na predmestni zelenici. Še bolj šokantno pa je, da je eden od nasprotnikov lokalni pastor. Izpolnil sem, kar pravi Sveto pismo. Polagal sem roke na bolne. Kaj policija verjame, da se je v resnici zgodilo, medtem ko pridigar javnosti pripoveduje svojo plat zgodbe? Kot tatir nisem dovolil ovcam, da bi napadle volkove zaradi tega, kar jim je bilo rečeno. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Ko pomislite na cerkvenega pastorja, je to nekdo, ki velja za zelo pomembnega člana v življenju mnogih ljudi in v številnih skupnostih. Duhovni vodja z oltarja, nekdo, ki se ukvarja s filantropskim delom v vaši lokalni skupnosti in nekdo, ki vodi z zgledom za naslednjo generacijo vernikov. A zadnje mesto, kjer bi pričakovali videti pastorja vašega mesta, je na sosedovi prednji trati, kjer se očitno pretepa. Ampak po poročilih to ni bil osamljen incident, pravzaprav naj bi se to dogajalo že dlje časa. Jasno je, da je tukaj veliko za razčleniti. Kot ste pravkar videli, je imel pridigar sam veliko povedati o tem domnevnem incidentu svoji kongregaciji in medijem. Imamo pa tudi poročila neposredno od oblasti, ki osvetljujejo, kaj menijo, da se je zgodilo, saj se pastor zdaj sooča s kazenskimi obtožbami. Torej, poglejmo si to podrobneje. Najprej, kdo je ta pastor? No, njegovo ime je Tony Spell. In po poročanju Advocate v Louisiani je 48-letni Tony Spell glavni pastor cerkve Life Tabernacle v Baton Rougeu v Louisiani od leta 2009. Torej, v tej cerkvi služi že skoraj 20 leti. Tudi sama cerkev ima očitno veliko skupnosti in sledilce. Na Facebooku so zbrali 18,000 sledilcev, kjer objavljajo vsakodnevne pridige za digitalne gledalce. In kot ste videli prej, je pastor Spell v eni od teh pridig ta teden spregovoril prav o tem sporu. Toda za nekoga, ki je očitno znana osebnost v Baton Rougeu, mu ne morete zameriti, da poskuša razjasniti dejstva. Zdaj bomo slišali tudi plat zgodbe pastorja Spella v le nekaj trenutkih, vendar je najprej treba raziskati še več drugih plati te zgodbe. In to vključuje, kaj je domnevna žrtev prijavila in kaj so policisti zbrali. Tukaj je, kar je domnevna žrtev. 20-letni sosed pastorja Spella domnevno povedal policiji o incidentu, ki se je zgodil 23. junija. To prihaja neposredno iz zaprisežene izjave o utemeljenem sumu, ki jo je pripravila urad šerifa okrožja East Baton Rouge. Citiram: žrtev je izjavil, da je stal pred svojo hišo, ko je zagledal obtoženega čez cesto pri njegovi cerkvi, Life Tabernacle Church. Žrtev je izjavil, da je zakričal obtoženemu: "Jaci se." In to je bilo to. Žrtev je izjavil, da je obtoženi začel hoditi čez cesto na njegovo posest in ga začel pretepati. Žrtev je izjavil, da se je zvil na tla, obtoženi pa ga je še naprej udarjal. Žrtev je povedal, da je ob neki točki obtoženi prenehal z udarci, ko je vstal. Žrtev je izjavil, da se je obtoženi vrnil v svojo cerkev, medtem ko je sam začel govoriti s pričami o incidentu. Poleg izjave pod prisego se je družina žrtve o tej situaciji podrobneje pogovorila tudi z lokalnimi mediji. Na ta del se bomo podrobneje osredotočili v naslednjem trenutku. Ampak želim nadaljevati s policijskim poročilom, kjer policist opisuje, kaj je videl ob pregledu videodokazov. Citiram: Afijan je na žrtvinem mobilnem telefonu opazil, da je žrtev vprašala obtoženega: "Kaj boš naredil?" Ko je bilo videti, da obtoženi prečka cesto, je bil obtoženi opažen, kako se približuje žrtvi, medtem ko je žrtev kričala na pomoč, v tistem trenutku pa se zdi, da se je začel pretep. Afijan je s kamer v žrtvini hiši opazil, da sta se obtoženi in žrtev tepla ob cesti, na travnatem območju ob robu ceste. Ko si ogledate posnetek tega prijavljenega spora, se zdi, da postane precej intenziven in po navedbah policije naj bi Spell povzročil resno škodo. Citiram: "Pri žrtvi so opazili oteklino nad in pod desnim očesom, kri iz nosu, prasko na čelu, prasko na levom obrvju
in ureznino pod brado. Reševalci so navedli, da se zdi, da si je žrtev zlomila orbitalno kost okoli desnega očesa in da je potrebovala šive pod brado. Po navedbah policije so pastorja Spella policisti ogovorili v cerkvi Life Tabernacle. On pa je zavrnil izjavo brez prisotnosti svojega odvetnika. Ko je njegov odvetnik prispel v cerkev, sta policistom povedala, da izjave ne bosta podala in naj nadaljujejo s postopkom pridržanja. Pastor Spell je bil obtožen napada druge stopnje in pridržan v zaporu šerifove pisarne East Baton Rouge z varščino v višini $25,000, ki jo je plačal isti dan. Ko to pogledate površinsko, se tukaj pojavi milijon vprašanj. Najpomembneje pa je, kaj naj bi domnevno sprožilo lokalnega pastorja, moža v duhovniški opravi, da naj bi fizično napadel svojega mladega soseda. Nekaj, kar bi mnogi šteli za nekoliko nenavadno za povprečnega človeka, ki pridiga. A spet, on ima svojo plat zgodbe, o kateri bomo govorili tukaj v naslednjem trenutku. Zdaj, v policijskih dokumentih, v izjavi pod prisego smo videli, da je pastor Spell domnevno izkoristil svojo pravico do molka, ko ga je policija zasliševala. Vendar pa je v presenetljivem preobratu po izpustitvi iz zapora ubrali drugo pot in javno spregovoril o tem incidentu na tiskovni konferenci v svoji cerkvi naslednji dan. Tukaj je, kaj on trdi, da se je zgodilo pred samim spopadom. Približno ob 9. uri zjutraj. Sem zunaj na parkirišču cerkve. Tam popravljam enega od naših avtobusov za nedeljsko šolo. Imamo veliko avtobusno floto. Imamo več ljudi, ki vzdržujejo naše avtobuse. Menjal sem akumulatorje na avtobusu številka 48. To pomeni, da so akumulatorji prazni. Nameščam nove akumulatorje na avtobus. Medtem, ko delam na enem od avtobusov iz našega voznega parka, posameznik čez cesto, eden od moških čez cesto, hodi gor in dol po robu ceste vzporedno z avtobusom, ki je trenutno približno 100 metrov južno od mene ali 100 metrov vzhodno od mene. In medtem, ko ta posameznik hodi gor in dol po robu ceste, vpije vulgarne, prostaške in zelo grde besede proti meni, proti moji osebi. In medtem, ko delam na tem določenem avtobusu, je rekel: Toni, citiram ga. Rekel je: Toni, posilil bom tvojo ženo. Posilil bom vse tvoje vnuke. In rekel je: naslednjič, ko greš iz mesta, jih bom ubil. In kaj hudiča boš naredil glede tega? Konec citata. Ne boš, ne boš. Moja žena, tega ti ne morem dovoliti. Ne boš dopustil, da bi moji vnuki in jaz živeli z občutkom, da če odidem, bodo moji otroci in žena nezaščiteni. Imam dolžnost in obveznost, da naredim to, kar sem naredil. Prej smo prebrali policijsko poročilo in nikjer policist ne omenja nobene od teh specifičnih groženj, ki naj bi jih izrekel žrtev, razen, citiram, kaj boš naredil. To sicer ne pomeni, da te grožnje niso bile izrečene, vendar trenutno nimamo nobenih drugih pričevanj, ki bi podprla te trditve. Če pa se izkaže, da je to res, so to zelo resne grožnje na račun družine nekoga. Ampak želim nadaljevati s to tiskovno konferenco, ker pastor Spell razkriva še en domnevni preobrat v tej zgodbi. To se dogaja že leta. Za menoj je več prič, ki lahko potrdijo, kaj je bilo rečeno. Imajo posnetek. Podali so številne pritožbe policiji in šerifovemu uradu. Naša cerkev predstavlja 27 narodnosti. Vsaka narodnost, ki pride v to cerkev, pride po varen kraj zatočišča, kraj čaščenja. Veliko ozdravljenih odvisnikov pride po kraj čaščenja. Nenehno jih zasledujejo te posamezniki čez cesto. Nenehno jih ustrahujejo z grožnjami telesne poškodbe. Ni osebe, ki je prišla v to cerkev in danes stoji za menoj na tem srečanju, ki ne bi bila deležna rasističnih žaljivk, vključno z besedo na N. Na njihove otroke so kričali in vpili z vulgarnimi žaljivkami.
Kot pastir nisem dovolil ovcam, da bi napadle volkove zaradi tega, kar jim je bilo rečeno. Po besedah pastorja Spela je ta dogodek le češnja na vrhu dolgoletne zgodovine z njegovimi sosedi, ki naj bi njemu, njegovi družini in njegovi kongregaciji že leta grozili z vulgarnim jezikom in celo rasističnimi žaljivkami. Ko pa gre za uradne pritožbe, ki so jih vložile druge priče, je šerifov urad East Baton Rouge v pisni izjavi dejal, da na njihovo postajo nikoli niso bile prijavljene nobene grožnje, niti verbalne, niti kakršnekoli druge. Vendar pa je policijska uprava Central objavila poročilo o incidentu z dne 27. maja letos, ki ga je vložila žena pastorja Spela, v katerem je opisala dva ločena incidenta, v katerih je bil vpleten njun 20-letni sosed. Prvi incident naj bi se zgodil 4. marca okoli 9:28 zjutraj. Ko je zapuščala svojo dovozno pot in se peljala proti vzhodu po cesti, kjer živi, je bil sin njenega soseda, ki prav tako živi na tej cesti, zunaj. Izjavila je, da jo je, citiram, pokazal s sredincem, nato pa se usedel v njihov tovornjak in jo zasledoval. Tesno ji je sledil, ko se je približevala desnemu ovinku. In izjavila je, da se je ustavil poleg nje pri rdeči luči. Osumljenec je nato spustil okno in začel vpiti kletvice ter se obnašal, kot da bo izstopil iz svojega zelenega tovornjaka. Gospa Spels je izjavila, da se je hitro odpeljala naprej iz strahu, da bi se ji približal. Tega dogodka ni prijavila policiji. V isti pritožbi je žena pastorja Spelsa trdila, da se je podoben dogodek zgodil le nekaj dni kasneje, 8. marca. Vendar je bila tokrat s svojim možem. Citiram, izjavila je, da ko sta z možem izhajala iz vzhodnega parkirišča njune cerkve in doma je sin njunega soseda stal na svojem dovozu, citiram, nam kazal sredinec in se prijemal za mednožje. To isto je storil že v preteklosti. Nekaj minut kasneje sta se z možem peljala in približevala banki soseda, ki je na Sullivanovi cesti v smeri juga. In opazila sta, da se osumljenčev zeleni tovornjak hitro približuje njunemu zadnjemu odbijaču. Nenadoma je osumljenec zavil desno, da bi ju prehitel in se zdel, kot da zapelje v njun pas. Osumljenec je zapeljal pred njiju, prečkal 3 pasove in zavil levo na cesto. Pri tem pa je skoraj trčil v njuno vozilo. Torej, po poročilu policije mesta Central imamo uradne pritožbe Spelove žene, ki segajo vsaj v marec, torej 3 mesece nazaj. Poročilo tudi navaja, da je bil načelnik centralne policije seznanjen z obema družinama in je vedel, da obstaja zgodovina pritožb obeh strani drug proti drugemu. Vendar je načelnik povedal, da ni vedel za nobene uradne pritožbe v zvezi z napadi, ki bi jih prejela policija ali šerifov urad. Zdaj pa preskočimo na maj, ko je policija te pritožbe obravnavala s sosedi, na katere so se nanašale. Po poročilu centralne policijske postaje, 20-letnika ni bilo doma, ko je policija prispela na njihov naslov. Zato je policist, ki je prišel na kraj, govoril z njegovim očetom. Policist mu je domnevno povedal, da nima utemeljenega razloga, da bi obtožil njegovega sina kaznivega dejanja na podlagi obtožb žene pastorja Spela. Vendar je policist sinu svetoval, naj ne sledi, ne vzpostavlja stika in na noben način ne kontaktira žene pastorja Spela. Medtem ko je potekal ta pogovor, je policist povedal, da je v cerkev pripeljal bel poltovornjak, iz katerega sta izstopila pastor Spel in njegova žena, ki naj bi stekla do roba dovozne poti in jih začela snemati. Policist je povedal, da sta zakonca začela tudi glasno kričati in neznano gestikulirati proti svojemu sosedu. Tukaj je zapisano, kaj se je zgodilo na to. Citiram, nenadoma je sosed začel vpiti kletvice, se prijemati za mednožje in kazati ročne geste proti pastorju Spelu in njegovi ženi. Vpitje med obema stranema je trajalo več sekund. Policist je zakričal čez avtocesto in naročil pastorju Spelu, naj se vrne v svoj tovornjak in preneha s takim vedenjem. Policist je tudi sosedu naročil, naj se umiri in naj preneha kazati tiste kretnje z rokami proti pastorju Spelu. Potem, ko sta obe strani večkrat kričali druga na drugo, sta se nenadoma pastor Spel in njegova žena vrnila v svoj tovornjak. Sosed pa je prenehal kričati. In po nekaj trenutkih se je tudi on obrnil in se vrnil na svoj dovoz za dvojnimi lesenimi vrati. Kakšna zmeda, domnevno. Torej, ne samo, da sta bila dva domnevna incidenta, v katerih je bil vpleten 20-letnik, ampak naj bi policist ob preiskavi na kraju dogodka videl, kako se pastor Spel, njegova žena in oče tega moškega prepirajo v živo. V izjavi policije Central PD so zapisali, da v tem primeru niso ukrepali naprej. Odvetnik pastorja Spela pa je na tiskovni konferenci ta teden očitno kritiziral odziv organov pregona. Ne vem, če ima kdo kakšno vprašanje. Želim samo povedati, da je žalostno, da smo doživeli neuspeh organov pregona.
In morda obstaja vrzel v zakonu. Morda je popolnoma dovoljeno, da nekdo vpije vulgarne besede, se prime za intimne dele telesa in vas obnaša nespodobno ter grozi s posilstvom ali telesno poškodbo ali celo z umorom. Morda je to popolnoma zakonito. Bog ve, da so se ti ubogi ljudje tukaj pritožili že velikokrat. Poskušali smo dobiti sestanek. Zdi se, da je bil sestanek malo prepozen. Povem vam, da ima vsak človek svoje meje in žalostno je, ko te potisnejo do te točke. Vsekakor žalostno za pastorja, človeka vere. In samo povedati vam želim, da je to vsekakor neuspeh zakonov in naših organov pregona pri ohranjanju miru. Vendar pa naj bi se domnevni spor in sosednja prepir pastorja Spela raztezala še dlje nazaj kot do marca, vse do leta 2020. Istega leta poroča The Advocate, da je bil obtožen več kaznivih dejanj, ker je kljub vladnim ukrepom v času izrednih razmer zaradi COVID-19 izvajal cerkvene obrede. Njegova odločitev, da še naprej zbira velike množice za verske obrede, naj bi povzročila tudi množice protestnikov, ki so temu nasprotovali. In Advocate je poročal, da je bil pastor Spell dejansko obtožen hujšega napada, ker naj bi z avtobusom cerkve zapeljal vzvratno proti protestniku. Medtem ko se je vse to dogajalo, Advocate poroča, da je pastor Spell vložil tožbo zaradi kršitve državljanskih pravic proti državnim in lokalnim uradnikom zaradi groženj in nadlegovanja, ki jih je doživel zaradi svoje odločitve, da nadaljuje z zbiranjem v cerkvi. V tožbi naj bi bile domnevno vključene tudi obtožbe proti njegovim sosedom. Pastor Spell je trdil, da so na svoji hiši namestili varnostne kamere, da bi nadzorovali njega in cerkev, pri čemer so trdili, da gre za notranje sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Rezultat te tožbe ni bil javno objavljen, vendar so bili vsi kazenski obtožnici proti pastorju Spelu iz leta 2020 na koncu umaknjeni. Zdaj lahko jasno vidimo, da obstaja dokumentirana zgodovina med družino Spell in njihovimi sosedi, ki sega vsaj 6 let nazaj. Zdaj pa se pogovorimo o sedanjosti. Videli smo posnetek tega fizičnega spora. Slišali smo žrtvino plat zgodbe, ki jo je povedala policiji. Slišali smo tudi različico dogodkov pastorja Spela, ki jo je predstavil javnosti. In zdaj WBBUR poroča, da so po dogodku govorili sosedi pastorja Spela, ti pa so zanikali njegove trditve o grožnjah in nadlegovanju. Namesto tega naj bi družina izjavila, da je vse to povezano z nedavnim koncem njihove pravne bitke glede COVID-19. Po poročanju WBRZ je družina izjavila, citiram, ta pastor je nasilnež, ki se razjezi, kadar ni po njegovo. Kot smo že prej povedali, nam ni uspelo potrditi, kakšen je bil izid njihove pravne bitke, vendar se je treba vprašati, kaj se je zgodilo, če sosedje trdijo, da pastor Spel to izkorišča za izpade. Kakorkoli že, tukaj je, kaj čaka pastorja Spela v prihodnje. Kot smo že povedali, je obtožen napada 2. stopnje. Za to kaznivo dejanje je zagrožena največja kazen, 8 let zapora, in denarna kazen do $2000. Vrniti se mora na sodišče septembra. Kar zadeva obtožbe proti sosedom, odvetnik pastorja Spela poda svoje mnenje med tiskovno konferenco. Veste, slišal sem, da so se posmehovali, da je to domači terorizem. Ampak ali lahko? Verjamem, da je dejstvo, da je to usmerjeno proti cerkvi iz čistega sovraštva in zlobe. In nadaljujejo s tem nenehnim nadlegovanjem. Mislim, da to ustreza definiciji domačega terorizma. Morda to ni bil terorizem tisti dan, ko je izzival pastorja Spela, a zagotovo je, ko ti ljudje prihajajo in odhajajo v cerkev. In veste, mislim, da je to resna zadeva, mislim, da jo je treba raziskati. Dodajmo, da do zdaj proti tem sosedom niso bile potrjene nobene obtožbe. Medtem ko primer pastorja Spela napreduje, naj bi on to celotno situacijo spremenil v duhovni zgled za svoje vernike. V mojem imenu bodo polagali roke na bolne in ozdravili bodo. Tako sem danes, brat Merit, in vsi vi, izpolnil te svetopisemske besede. Polagal sem roke na bolne. Ne vem, koliko bodo ozdraveli, ampak polagal sem roke na bolne. Nekaterih izmed vas nisem videl tako goreče častiti že leta. To bi moral narediti že zdavnaj. Aleluja. Priprt v zaporu okrožja East Baton Rouge. Dali so me v celico.
z nami, ki nas je bilo na začetku 9. Pravno letos sem na enega izmed članov naše cerkve, ki v nedeljo zjutraj pride v cerkev z avtobusom številka 11, brat Juda Raut. Rekel je: pastor, že smo slišali, gledali smo to na televiziji, še preden ste vstopili. In rekel je: rad bi vam, fantje, nekaj povedal. To je Božji mož in moja žena misli, da je on Jezus. Tako da potem je bilo vse v redu, brat Woody. Imel sem občinstvo, ki ni moglo nikamor od približno 11 do 7 ali nekaj takega. In molili smo in citirali Sveto pismo. Citirali smo poezijo. Zaporniki so bili zelo prijazni. Zaporniki so bili zelo vljudni, zelo spoštljivi. Stražarji so bili zaposleni z opazovanjem in ponovnim pregledovanjem prepira. Vsi ostali so lahko na skrivaj pogledali. Jaz tega še nisem videl, ali pa župan tega še ni videl. Pred nekaj minutami sem pravkar dobil nazaj svoj telefon. Tako da. Domači terorizem je v današnjem času toleriran. Ko vidiš, da moraš za proizvodnjo dobiti dovoljenje od tistih, ki ničesar ne proizvajajo. Ko vidiš, da denar priteka k tistim, ki ne trgujejo z blagom, ampak s uslugami. Ko vidiš, da jih tvoji zakoni ščitijo pred tabo, ne pa tebe pred njimi. Ko vidiš, da je korupcija nagrajena, poštenost pa postane samo žrtvovanje, potem veš, da je tvoja družba obsojena na propad. Zakoni so bili že približno 6 let prirejeni proti nam, a to je šlo predaleč. Nismo pooblaščeni govoriti o tem, kaj se je danes zgodilo. Rad bi samo rekel, hvala Bogu za cerkev, ki stoji ob tem pastorju. Hvala Bogu za vaše zaupanje. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako prenašamo na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.